Lepo pozdravljeni v novem Agrobiznis podcastu. Naš gost je Aleš Hvalc, gospodar domačije Hvalc iz Visoč pri planini pri Sevnici na Kozjanskem torej, za ene od največjih ekoloških ovčerejških kmetij v Sloveniji. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav vsem. Na kratko vas je sicer res težko opisati, bom poskusila. Za ovčerejo se ob podpori družine, ste namreč oče 3 otrok, ukvarjate 15 let, a še nekaj let nazaj ste delali v gospodarstvu. Ste strojnik, četudi je kazalo, da bo vaša izbira mogoče celo medicina, pa tudi gasilec, družbeno izjemno aktiven kmet in nekdo, ki je prispeval, da se je pravzaprav Evropska unija odločila in spremenila status zaščite volka. Ste pri trenutno 700 glavi čredi ovc danes težko prišli v Ljubljano? Ja, stvari si treba organizirati, vedno je ogromno dela na takšni kmetiji. Ni samo kmetija, je še v bistvu odzadaj predelava in zato pač je treba res organizirati si dan, da je cel dan zapolnjen pravilno in da pa lahko si organiziraš, da vse poteka tako mora. Kaj vas ponavadi privede v Ljubljano? Ponavadi kakšni sestanki, ali pa pač obisk sorodnikov, žena iz Ljubljane in tudi ko so kakšni družinski dogodki, potem obiščemo Ljubljano. Kako ste pravzaprav spoznali svojo soprogo Martino, Ljubljančanko? Ja, jaz sem stanoval pri njih, nekaj časa so oddajali sobe, tako da smo se v bistvu spoznala pri njih doma. Se je kot Ljubljančanka očitno zelo lepo ujela na življenje v kmetiji? Ja, jaz mislim, da je bila to njej skozi želja, v bistvu zelo rada imela živali skozi in je normalno tudi za mestno dekle to seveda idilično, najprej predstavljeno ali pa zamišljeno. Tako da je zelo hitro zljubila to življenje na kmetiji in se mi zdi, da se je kar dobro živelo. No. Domačija Hvalc je res velika. Kaj to pravzaprav pomeni v prihodkih? Ja, v prihodkih, zdaj pri nas je mogoče težko govoriti, ker se zadeve zelo prepletajo. To meni primarna dejavnost, potem je en del dopolnilne, en manjši del SP, zdaj imamo še en del v bistvu, ki je predvsem namenjen za izvoz živil. Tako da je težko, bi rekel, ampak smo na nivoju nekega majhnega podjetja, majhnega pač tu nekje, ne? In počasi pač rastemo. Obdelujete skoraj 70 hektarjev zemljišč na približno 600 metrih nadmorske višine. V zadnjih letih ste zgradili več hlevov, lani klavnico, večji prostor za predelavo mesa, načrtujete tudi avtomatizacijo krmljenja in nastiljenja z robotom, se pravi investicijam praktično ni videti konca. Ja, po eni strani so investicije neko zadoščenje, pa veselje, da gre zadeve naprej, so pa tudi naporne, sploh bi rekel v tem zadnjem obdobju, ko je težava z izvajalci. Ko smo se odločili ženo, da bomo pač res začela resno, da bomo razvila kmetijo, smo v bistvu res neprestano investiramo. Tako da so neki plani, kdaj bi rekel se ustaviti, oziroma zdaj počasi bomo začeli zaključovati investicijski cikl, so še normalno določeni plani, ampak tudi rabimo malo premora tukaj, ker je zelo, zelo naporno in zelo veliko energije dodatne jemlje ta v časih investicije. Je težko usklajevati, ker ti imaš redne dejavnosti, potem pa še moraš čas nameniti usklajevanju teh mojstrov pa vsega, pa pol tudi tehnično v bistvu sam preštudirati stvari, ker normalno vsak obrat ali pa vsaka investicija je drugačna, imaš projektante, imaš strokovnjake, ko ti večino stvari uredijo, ampak če nisi sam vpet, dobiš izdelek na koncu, ki ti mogoče ne čisto popolnosti ustreza. Tako da moraš biti zelo, zelo vpet in normalno to jemlje ogromno časa dodatnega. Je pa res, da kot strojnik praktično vidite zelo hitro vsako napako. Drži, ne? Ja, tu imam jaz težave, ker sem strojnik, gradbeniki imajo pa, bi rekel, na drugačen način gledajo natančnost, tako da včasih me težko, bi rekel, razume kak gradbenik, ampak bi rekel,
So mojstri še na srečo, obrti, ki so natančni, ki so pedantni, tako da pol najdemo ponovadi neko rešitev. No. Zgodba domačije Hvalci je preplet tradicije, tehnologije, družine, financ, stika z gastronomijo in izjemno veliko trme vaše odločenosti. Česa po vašem mnenju na kmetiji oziroma domačiji, ki se razvija v to smer, ne sme manjkati? Ja, inovativnosti pa trme. Ne? Mislim, da je to poglavitno, ker je brez trme praktično zelo težko doseči. To meni trma, to je vztrajnost, če bi rekel, ne? Lepše povedano, ker vedno so neuspehi, ali pa pač uspehi ne sledijo tvojemu predvidenemu planu. Nikoli, ne? Ponovadi vedno zamujajo, redko kdaj, da bi prehitevali uspehi, kaj si splaniral. In takrat je pomembno, da ti vztrajaš, če veš, da je začrtana pot prava in da je slediš, in pač jaz mislim, da je redko, da pol uspeh umanjka. To je tudi po eni analizi sem bral pri podjetjih, recimo je velikih odnehali prehitro, ne? To meni niso dosti dolgo vztrajali. Tako da, če veš, da je pot prava, če si dobro preštudiral, pač je res treba samo vztrajati. Ne? Ali je to pač kmetija ali pa podjetništvo. Se tu je, bi rekel, se zelo prepletajo stvari, ali pa so si skoraj enake. Ne? Specializirali ste se sicer za predelavo, verjetno prav zato, ker z njo lahko dosegate primerno dodano vrednost za vsa vlaganja. Ponujate ekološke, jagnječne, poltrajne izdelke, še večji potencial pa vidite v bistvu v premium pršutih, ki jih zorite najmanj 1 leto. Je ovčereja torej perspektiva bodisi za ljudi, ki bi šli čisto na novo delati v agroživilski sektor, ali pa za tiste, ki razmišljajo o prestrukturiranju mogoče? Ja, mi ponujemo res vse od svežega mesa, poltrajnih, trajnih izdelkov, ker v primaru je težko, v bistvu mi nismo konkurenčni zaradi velikosti kmetij. Mi imamo, bi rekel, za slovenske razmere, pa tudi za evropske, sorazmerno veliko kmetijo. Če gledamo ta del Evrope, recimo, ne, vzhod ima veliko večje, recimo. In pač tukaj moramo svoje tržne niše iskati. In tržne niše so samo na posebej visoki dodani vrednosti. Zato tudi, če bi rekel, klasična ovčereja, eno je, bi rekel, tradicija, čiščenje površin, da bi pa za klasično ovčerejo res neko dodano vrednost delal na primarni proizvodnji, je težko. In moraš nekaj dodanega zraven dati, in tu smo pač, jaz sem začutil priložnost. Trg sprejema, to se mi zdi, če dalje bolj, pa je začel sprejemati in tudi cenijo. Mi se res trudimo vedno, da je vse, kar damo od sebe, da je res vrhunske kakovosti, da se tudi diferenciramo od mase, ker samo tu lahko mi tekmujemo z drugimi. To pomeni nadpovprečna kakovost za neko zmerno ceno. In glede tega je, bi rekel, neka tržna niša. Zdaj pač vsaka kmetija mora si najti neko svojo pot ali pa idejo. Ne? Zdaj ti moraš imeti v splošnem rad kmetijstvo. Pa na koncu ni važno, katero panogo. Ali je to zelenjava, ali je piščančereja, ali je govedoreja, ovčereja. V osnovi imaš imeti rad kmetijstvo. In biti pripravljen na spremembe. To je vedno težava, ker je nekaj zakoreninjeno in pol je težko nekoga prepričati, da bi panogo menil. In se vztraja, tudi če nima primernih pogojev v tisti panogi, ki dolgoročno veš, da ne bo, res ne more biti mogoče uspeha, ker naravne danosti niso takšne. Ne? In tu bi mogla mogoče država malo pomagati, posmeriti. Vse veliko se govori o tem, da ne vem, da bi v ravnini spet imeli, ne vem, več poljedelstva, pa živinorejo, hribovit del dal, ampak težko je popraviti v enem obdobju, ne vem, 20, 30, 40 let sistemskega, napačne sistemske usmeritve. Ne? Tako da jaz vidim nek potencial, je pa normalno obseg, treba imeti, da če hočeš normalno živeti, precej velik. Ne, to, ja. Tako da tukaj so res izzivi, kaj bo prihodnje. Ne, pač že mladi, kdo se bo odločil, pa če bo videl perspektivo, oziroma on mora imeti zagotovljen prihodek, nek normalen, da se bo lahko pač odločil, da bo ostal doma in kmetoval.
Specifičnost slovenskega kmetijstva je velika razdrobljenost zemljišč, ne? To je kar še vedno izziv. Ja, tukaj jaz pogrešam aktivno vlogo države. Tukaj bi mogli spremeniti sistemsko, da bi naloga sklada vlada pomaga resnim, perspektivnim kmetijam in tistim, ki imajo željo se tega živeti, to pomeni komasacije, aglomeracije in po neki normalni ceni dati to na trg ali v zakup ali v nakup, da lahko kupijo kmetje to zemljo. Ker zdaj pa v bistvu ravno nasprotno, sklad dela konkurenco tistim resnim kmetom, ki bi želeli zemljo kupiti, ker normalno sklad pač sredstva ima, ker dobi najemnina in v bistvu namesto, da bi pač to zemljo, naloga sklada je bila zamišljena, da to zemljo vrača na trg, to meni in v tej smeri bi mogli začeti delati, kupovati, združevati zemljo in jo dajati na trg, da bo imeli konkurenčne površine, ker brez res aglomeracij, komasacij enostavno ne moreš biti konkurenčen. Ekonomika ne zdrži. Ekonomika ne zdrži, nikakor ne. Na domačiji ste izbrali pravzaprav francosko pasmo Île de France, ki pri nas ni vsakdanja. Na temelju česa ste se zanjo potem odločili? Mi smo začeli z JSR pasmo, ampak enostavno tradicije v novejšem času uživanja jagnjetine ni in ko smo mi začenjali, so večino jagnjet se prodali celih za peko na ražno. Mi smo pa od teh večjih mest preveč oddaljeni in praktično skoraj ni bilo kupcev. V tistem času sem jaz začel veliko po tujini potovati in v bistvu sem videl, da je jagnjetina izredno cenjeno meso v tujini, praktično od rdečega mesa najbolj. Ampak je način priprave drugačen. To pomeni v kosih, mi rečemo francoska kuhinja, ne? In se kot to pač k nam vedno zamikno vse prihaja. In pač to bo tudi enkrat k nam prišli in pa smo začeli raziskovati pasme. Jaz mislim, da kar kako leto temu posvetil in sem prišel do te pasme in je pač, se mi zdi, da ima res ogromno dobrih lastnosti in je prevagalo, v bistvu, da smo se odločili, da smo tudi prvi v Sloveniji najprej iz Avstrije vozili, pa smo z Nemčije, pa Francije nekaj tak, da mislim, da že imamo praktično 15 let to pasmo, če bi rekel, samo včeraj se pa že skoraj 20 let ukvarjamo. No. Za to pasmo pravzaprav v Sloveniji zaenkrat še ni rejskega programa in ste bili zato prisiljeni sami voditi evidence, pa se potem primerjati s tujimi programi. To pomeni, kar ste že lepo povedali, da ste se kar mogli dobro poglobiti v to pasmo, ne? Ja, tako. Ta pasma je zelo priznana, razširjena v nekaterih državah zelo. Je pa, kar se tiče rejskih programov, zdaj v bistvu je tudi bilo sprejeto za mesne pasme, rejski program je, tako da zdaj bo lažje voditi evidence. Jaz upam, da bomo v redu zastavili rejske cilje, ker to nam ponovadi umanjka. Jaz sem zelo zahteven, tukaj tudi Evropa zgrešila kompas. Zdaj v bistvu po novem vsaka žival ženskega spola, že lahko plemenska žival, vemo, ne vem, na pamet govorim, pri psih recimo imaš zelo točne preglede, katera žival lahko pol se naprej za reprodukcijo uporabi. Zelo strogo opredeljeno, zato da ti res izboljšuješ genetiko ali pa jo držiš na nivoju. Tu smo šli pa v bistvu nazaj, na žalost, ampak jaz upam, da bomo zdaj, ko bojo prvi sestanki, mislim, da imamo zdaj v juniju, da bomo rejske cilje dobro zastavili in da bomo pač res selekcijo v redu delali v pravi smeri, da bomo izboljševali v bistvu na koncu tudi ekonomika je od tega odvisna. Ne? Absolutno, ja. Menda jagnječje meso, ki ga pripravljate, nima tistega izrazitega ovčjega priokusa. No? Kako ste pravzaprav to dosegli? Je to bila res potem zaslužna pasma, krma, kaj drugega? Ja, jaz mislim, da je kombinacija vsega. Prva je pasma, potem pa krma. Mi smo izločili striktno iz krvnega obroka sojo. Soja je velik uničevalec okusa mesa. Delamo svoj miks, uporabljamo večino svoje žita, nekaj dokupimo, tako da imamo svojo mešalnico. Eno je zaradi ekonomike, drugo v bistvu zaradi kvalitete same krme. In pač skupaj vsega, normalno tudi pa posledično za konfekcijo, privede do tega, da pač lahko res na trgu ponudiš vrhunsko kakovost.
Vaše meso ima ekološki certifikat, certifikat izbrana kakovost Slovenije. Cenijo ga tako domače gospodinje kot vrhunski kuharji Michelinovih restavracij. Ste pri konfekcioniranih kosih bolj poslušali slednje, se pravi Michelinove šefe, ali ste imeli skozi nekako v mislih tudi gospodinje? Mi smo tu šli čisto svojo pot, jaz sem rekel, sam razmišljal, na kak način konfekcijo delati, ker bi rekel, na takšne konfekcije v Sloveniji se še praktično ni bilo prej. In je tudi, recimo je zanimivo, v različnem delu leta se prilagaja konfekcija. Ne vem, zimski čas se bolj za pečenko delajo kosi, pečenje pečici v kosih, peka, pod peko. Recimo zdaj v poletnem času je pa žar aktualen, tako da moraš tudi to gledati, v bistvu, da razsek prav narediš, da je konfekcija prava, ker konc koncu v bistvu, če ne prodaš celi živali na koncu celega trupa, ti ostanejo kakšni kosi, ki jih pa ne moreš, bi rekel, prodati. In enostavno se ekonomika poruši. Tako je to treba zelo, zelo dobro naštudirati zadeve. Tukaj moram reči tudi, da je žena zelo uspešna pri prodaji, tako da v bistvu res nikoli ne ostane. No, je pa tudi pa prednost, če recimo, ko imamo predelavo, da kak kos mogoče ostane, ali pa ga pa uporabiš pri predelavi. Ampak načeloma praktično res zdaj nič ne ostane. No. Kateri del živali je po vašem mnenju še vedno najbolj podcenjen, da bi v kuhinji lahko imel večjo veljavo? Mi recimo imamo, jaz osebno, meni je najljubši del pleče. To je pač zaradi same strukture, počasna peka, je res vrhunski kos mesa, tudi vrat je recimo na zelo podobnem nivoju. Se mi zdi vrat najbolj podcenjeno, če bi tako rekel. Drugače pa, če za pravo pripravo so vsi kosi vrhunski, bi rekel. Sam pač ni vsak kos primeren za vse. Ne? In tukaj mogoče premalo znanja, se izboljšuje, ogromno je teh delavnic, raznih mojstrov, priprave mesa, to pomeni, kateri kos je primeren za žar, kateri je za počasno peko primeren. In to je zelo pomemben, ne? Ker ti, če narobe kos izbereš, je lahko vrhunski kos, pa si nezadovoljen na koncu z rezultatom. Ne? Predelavo boste še okrepili, to imate v načrtih, da boste dejansko lahko uporabili vse od nosu do repa. Kje pravzaprav z Martino črpata vsa ta znanja, da greste lahko v to smer? Ja, to z tekom dela se stvari kaže, v bistvu ideje imamo skozi. Eno je, da v bistvu ekonomika te sili, drugo je pa spoštovanje do živali, da res se porabi čisto vse. Če bi rekel, od volne, ki si jo striže, pa potem, ne vem, do krzna, organi recimo, da se ne zavržejo recimo, da se praktično vse porabi, ne vem, iz kosti se juha kuha, ta zdaj za v bistvu kolagenska juha, 24 ur počasi kuhana in recimo res pol čišči vse porabiš, ne. Vse to so včasih že se dogajalo v starih časih, ne, prej, pa je to vmes izginilo za tem preobiljem in zdaj bi rekel, se spet počasi nazaj vračamo, da se vse porabi, ne. Veliko ste že našteli, kaj vse nastaja pri vas, poleg mesa in namazov, ponujate gnojilo iz volne, krznene izdelke, linijo naravne kozmetike iz prečiščene jagnječne maščobe. Zelo dobro naj bi šle v prodajo tudi preproge, prevleke za avtomobilske sedeže in podloge za otroške vozičke iz ovčje kože. Kako je pa v bistvu s pršutom, s katerim nagovarjate pravzaprav tudi Bližnji vzhod? Ja, to je bila pa ena ideja, bi rekel, kaj lahko ponudimo, bi rekel, najbolj zahtevnim ali pa kupcem z največjo kupno močjo. Jaz sem pač razmišljal v smeri, na svetu se proda letno na milijone ali pa na desetine milijonov pršutov. In ko sem hodil po arabskem svetu, pa ne, da podcenjujem njihovo predelovalno industrijo, ampak
enostavno zelo težko dobiti kvaliteten izdelek tam. Ali poltrajen, ali pa če bi rekel trajen, če bi rekel tu en pršut. Ne. In vse ima nek priokus, ali pa kvaliteta ni glih na najvišji ravni. Ne. In sem pač razmišljal, kako razviti zadevo, da je res v bistvu vrhunska, da je vrhunske kvalitete. In tako je prišla ideja za ta gnečji pršut. Poznamo, bi rekel, ponekod sušijo očetino ali pa gnetino, predvsem očetino, ampak to je drugače kot zorenje. Ne. To so drugi procesi in je zato tu res priješ do enega vrhunskega produkta ampak to je cilj cel paket, ne imamo pač to čist drugačno idejo, pa čist drugače smo zastavili, tudi ni nobene plastike, čist vse naravno. Imeli smo recimo težavo dolg časa, embalažo smo razvijali, ne vem, leto pa pol približno, ker smo težko našli mojstra, ker je to res na najvišji ravni, vsak pršut individualno v škatli, certifikat zraven, tako da je v bistvu čisto vsak zaporedno številko označen, to ni masovna proizvodnja in je z tega tudi res vrhunski izdelek, pa pač tudi dodana vrednost posledično temu primerna. Kakšni so prvi vtisi prodajni? Bi rekel, vsi so presenečeni nad kvaliteto izdelka. Je pa res, da te prve pršute tudi smo, ne vem, 4-5 let stare, 4-5 let zorjene, jedli in je pač tudi res drugačno meso, no, bi rekel. Idej vam ne manjka. Ponudbo boste razširili še s priboljški za hišne ljubljenčke in sicer iz liofilizirane drobovine? Ja, zdaj to testiramo. Normalno treba je še poregistrirati zadeve, da lahko gre v uradno prodajo. Tu so zahteve kar visoke, celo višje na določenih področjih kot za prehrano ljudi. Tako da zdaj po prvih testih, no, moramo registrirati, če zadeve, da lahko gre uradno prodajo. Ampak jaz mislim, da je trg in je tudi normalno za te priboljške, je tudi smiselno, da je to čisto naravna zadeva, nobenih aditivov, nobene kemije. No, in v tej smeri tudi v bistvu mi razvijamo praktično, ali pa je želja razvijati vse izdelke, da ne uporabljamo nobenih aditivov, nobenih konzervansov, da je izdelek čim bolj naraven. Ne. Mogoče zato kdaj umanjka recimo barva ali pa ne vem, ampak ne vem, tisti kupec, ki je osveščen, ve, zakaj, ne vem, ni neke idealno rožnate barve, ker ni naravno. Ne. Zdaj, toliko let se to uporabljali kemijo intenzivno, da že v podzavesti ima nekdo, da je pa naravno, ne vem, res rožnato, ne vem, neka hrenovka, ki je ultra rožnate barve, ne, ki je v bistvu, če čisto naravno narediš, ne bo, ne, bolj mogoče malo na sivo, odtenek pa nekaj. Pač in na ta način v bistvu mi tudi razvijamo, da je zdaj in posledično pač tudi prije do takih izdelkov, da so brez konzervansov, brez aditivov, barvil in ena stvar so pač res tudi priboljški za ljubljenčke. Bodo pa priboljški najprej verjetno v prodaji v Sloveniji ali boste že takoj nagovarjali še širše? Ne, najprej v Sloveniji. Pač to so ti viški, ne, da se nič ne zavrže. Moram reči, da drobovine tudi ogromno ljudje kupijo. To je zelo bogat vir z hranil. Zato se ogromno ljudi kupuje jetrca, so odlična, srčke kupijo, tako da se ogromno tudi tako proda in v bistvu temu je namenjen sam višek in jaz mislim, da niti ne bo tu potrebe. Mi smo le, bi rekel, majhni, butični in nismo neka industrijska proizvodnja, da bi lahko v bistvu tega tukaj proizvedli, da bi sploh bili zanimivi za tujino, pa da bi imeli interes s tem produktom iti v tujino. Kako zelo pomembno je, da ste se kupcu približali, pa ste s trgovino že v Ljubljani, mislim, da bo tudi še nekaj novega kmalu? Ja, jaz mislim, da je pač moraš kupcu prije čim bližje, bi rekel, tempo življenja je zelo hiter in je treba poenostaviti stvari,
so kupci, ki so se pripravljeni, bi rekel, nekam peljati pa nekaj kupiti, ampak večina v bistvu v tem tempu, sploh med tednom, ne zmore, bi rekel, si časa vzeti ali pa ga najti v urniku, da bi nek nakup upravljali pa šli nekam, in zato je v bistvu pomemben, da se približamo, razmišljamo pa tudi malo, bi rekel, širiti zgodbo še, se tudi povezovati, bi rekel, z drugimi kmetijami, ker se mi zdi, da tega je premalo povezovanja, ni organizirano, se mi zdi, v usmeritvi, da bi se lahko kmetije res razvijale ali pa da bi primerne prihodke ustvarjale, in pač je ideja, da bi se kmeti sami povezovali v neki smeri, bi rekel, mini zadrug, neformalnih. Super. Kmetje morate biti pravzaprav univerzalni, tudi če se usmeriva v premisleku, kako doseči kupca. No? Kmet mora skoraj tako dobro poznati Instagram, kakor voziti traktor. V vašem primeru je v bistvu socialne medije to komunikacijo in prodajo prevzela Martina. Drži, da sta si tako tudi razdelila vloge? To je bila prisiljena že, bi rekel. Jaz se izogibam socialnih medijev. Nimam teh v bistvu, ne Facebook, Instagrama, Twitterja, ne uporabljam, ne znam uporabljati. Sem po eni strani vesel, da mi ni treba tega uporabljati, ker se mi zdi, da je to po eni strani lahko zelo obremenjujoče. Tudi časovno enim, ali pa ne vem. Fokus zgubljaš, se mi zdi, no, lahko s tem, in tako da je tudi Martina ni v bistvu glih zelo temu naklonjena, ampak normalno za te prodajne kanale pa zelo pomembno, da to vse uporabljaš in tudi, da ljudje vidijo, kaj delaš, kdo si, kaj se dogaja. Tako da to vse uporabljam, ampak za to skrbi Martina. Ja, tako da jaz skrbim bolj za primar, pa to predelavo, ona pa za to trženje, pa marketing, pa prodajo. Sprašujem to zato, ker pravzaprav postajate prepoznavna blagovna znamka. Ja, meni se zdi to zelo pomemben, zato ker vidimo, kaj se dogaja tudi recimo v tem prodajnem segmentu, v trgovinah. Trgovci v bistvu praktično zahtevajo dobaviteljev, da bi vse delali po njihovih blagovnih znamkah, trgovskih, in enostavno pride trenutek, ko oni najdejo nekoga drugega, ko so ljudje navajeni na to trgovinsko blagovno znamko, oni menjajo, ali se kvaliteta znižuje, ker se že dogaja, ali pa enostavno pač prepeljejo od enega tujega dobavitelja, ki je normalno mnogokrat večji od naše industrije predelovalno, ker je pač ekonomija obsega drugačna, in na ta način se zrinja dobre slovenske dobavitelje, ali pa se jim znižuje kvaliteta, ker so v primežu in nimajo pol na koncu druge izbire. In je to zelo pomemben, da se gradi, bi rekel, vse na lastnih blagovnih znamkah. Super, ja. Na Domačiji zelo jasno poudarjate, da niste le rejci, ampak ljubitelji živali. Kako pravzaprav ohraniti to držo, če pa veš, da na drugi strani moraš le upoštevati ekonomiko poslovanja, kajti vaše delo je pač resen posel? Ja, prvo moraš res imeti. Mogoče se to malo čudno sliši, ker na koncu gre žival za okolje. Ampak takšno je življenje. Mislim, to je tudi treba v bistvu se tega zavedati, ampak se mi zdi, da je treba v prvi vrsti gledati in na žival, spoštljivo ravnati z njo celo obdobje in nuditi maksimalno, bi rekel, kar je možno, ker je to tudi, kažeš, bi rekel, sam nek odnos oziroma kakšen si sam. In se mi zdi, da to pač je dobrodošlo, zdaj, ker se je odprlo, ampak mogoče je bilo na napačen način ali pa prehitro, ker kupec si želi, bi rekel, tudi se zavedajo tega in tudi želijo vedeti, od kje žival prihaja, na kak način je bila vzrejena, na kak način se je z živaljo ravnali, in to je pomembno in je prav, da je kupec seznanjen s tem in da ima možnost izbire. Tu je v bistvu mogoče, tako sem prej omenil, narobe bilo, ker mi smo zdaj izenačeni z tujimi rejci, tu se gre predvsem za rejce perutnine, pa pujskov. V Slovenijo je pripeljano meso ali pa pač živila
z drugačnim načinom vzreje, cenejšim, ker ni dobrobit upoštevana živali, kar se mi ne zdi prav, ampak na drugi strani, če pa golo ekonomiko gledamo, ki je pa na koncu edina, ki te drži ali pa te izvrže iz trga, pa nisi konkurenčen. Ne? In zdaj enostavno bo nekdo se urinil noter v dobavno verigo, ki ne skrbi toliko za dobrobit. Tukaj smo kot država, bi rekel, nismo dosti naredili pa nič, da bi zaščitili ali pa da bi zahtevali od teh dobaviteljev, ki vozijo noter, živila, iste standarde vzreje ali pa predelave, ker tu ima tudi cela Evropa težavo, recimo. Vse tu ni samo Slovenija. Mi imamo napram Evropi že težavo, mi imamo zdaj strožje zahteve kot Evropa in Evropa ima težavo napram preostalemu svetu. To bi standardi so popolnoma drugi v svetu, ne vem, kaj je ekološko, kaj ni ekološko, kaj je dobrobit živali, kakšen je dobrobit živali. In to nam umanjka, ne samo v Sloveniji, tudi celi EU. Ne? Kaj v bistvu lahko v Sloveniji rejci drobnice naredite, da se bolj upošteva pač specifike slovenske reje in da je v bistvu manj teh omejitev? Mi smo tu mogoče malo drugačni, ker ni res nekih intenzivnih rej, ovčereje, načeloma ekstenzivna panoga, tudi tisti, ki smo intenzivni, smo napram, bi rekel, pridelavi hrane še vedno ekstenzivni. Tu se gre v bistvu bolj za druge panoge, prašičereja, piščančereja, tudi te dve panoge so najbolj, bi rekel, industrializirane. Tako da jaz tam čist se ne bi želel, bi rekel, opredeljevati. Poznam stvari, ampak je v bistvu morajo sami, bi rekel, se pogovarjati predstavniki. Tako se rekel, dobrodošlo je izboljševati dobrobit, ampak je treba najti kompromis, ne? Tak odnos do živali, kot ga imate vi na domačiji, je zelo pomemben tudi za vaše otroke. Martina tako lepo pravi, nočem, da so najini otroci kot neki samorastniki na kmetiji. Kako jih pravzaprav vključujete? V kaj jih lahko že vključujete? Ja, otroci zmorejo veliko več, kot mi mislimo, ne? Najmlajši ima 5,5, ne? Ja, najmlajši imamo 3 hčere, same punce. Zelo veliko zmore. Je včasih naporno, ker ti vzame ogromno časa, ali če bi sam delal, bi prej naredil, ne? Ampak jih moraš vključiti, oni morajo videti, v bistvu, se naučiti delati in jim dati dela, ki jih zmore in so na koncu tudi veseli, ker so nekaj doprinesli. Če so nekaj pomagali pri nekem delu, oni so zelo zadovoljni, ne? In tudi se morajo naučiti ravnati živaljo, pomagajo skrbeti za živali, pomagajo pri kakem etiketiranju, recimo živil pa to. In tudi, ker morajo vedeti, tudi če se ti ne naučiš delati in tudi kak ustvarjaš sredstva, ne more pol gospodarno ravnati za sredstvi, ne. In zato je zelo pomemben. Pa v bistvu si skupaj se trudimo, da so v bistvu stran od teh naprav, bi rekel, elektronskih, koliko se da. Normalno, čist brez ne gre v tem času, ampak da jih čim bolj, bi rekel, vključiš v neko delo, v nek utrip kmetije ali pa pač, bi rekel, tega podjetja, ko ga imamo. Kmetija Hvalci ima korenine vsaj od leta 1754. Kaj od te dolge zgodovine v bistvu še ostalo, pa kaj ste morali nekako, verjetno brez sentimentalnosti, opustiti? Ja, to je prvi zapis. Včasih so graščaki vodili knjige, pol je cerkev vodila knjige o predaji kmetije nasledniku. Tako da to je prva uradna zabeležka. Kmetija se je normalno skozi leta spreminjala, se je zmanjševala, ker kmetije so se zelo drobile. Včasih so bila v bistvu praktično posestva. Ja. Potem se je to z tem dedovanjem drobilo, zdaj se spet nazaj združuje. Ja, mi smo, bi rekel, korenine so bile na tej naši domačiji vse skozi na istem mestu, ne, in to se mi zdi, da to nas tisto, ko nas smo ponosni na to. To je bila, bi rekel, močna rodbina, ne vem, pradedek je bil tudi župan, taki, bi rekel, razgledani ljudje. Se mi zdi včasih tudi na splošno na podeželju, skoraj bolj kot zdaj včasih, ker se je ogromno bralo,
sploh v zimskem času. In se mi zdi, da ta tradicija, pa ta ponos, da drži to podeželje še gor, ali pa tudi, da so se ohranile take zgodbe. Je ob smrti vašega očeta bil prisoten pomislek nadaljevati s kmetovanjem? Ja, mi smo zelo resno se pogovarjali. Sestro starejšo smo že študirala, mlajša je zaključovala srednjo šolo, mama je hodila v službo, ali nadaljevati ali ne vztrajati, ker to je zelo veliko obremenitev bila za mamo in na koncu, ker slabših površin ni želel nihče prevzeti v obdelavo, smo se odločili, da bomo vztrajali z vsemi površinami, s tem, da smo spremenili pol panogo. Tako. Mi smo šli iz govedoreje v ovčerejo, ker smo pač imeli v glavi, da je to vse samo od sebe se skoraj zgodi, ne? Da je to zelo ekstenzivno. Lahko je, ne? Ampak rezultat je tudi, bi rekel, če bi rekel ekonomsko gledano, ekstenzivno, ne? Bolj suša v denarnici, konec dneva, tako da smo tudi zaradi tega počasi intenzivirali, pa povečali. Ampak to je bil v bistvu nek razlog, da smo vztrajali, ker ni nihče želel vsega, bi rekel, prevzeti. In ker nam je pa pomembno, ker cenimo tradicijo, kako so se naši predniki, bi rekel, trudili, da so to kulturno krajino ustvarili, ker se, mislim, to je ustvarjeno, to je prigarano, bi rekel, ta kulturna krajina skozi stoletja. In se mi zdi zelo pomembno, da se to ohranja, ne vem, pa se trudimo res vse skozi, bi rekel, izboljševati, pa to, da je res, bi rekel, bi bili predniki ponosni, če bi zdaj pogledali, ne? Ker vemo, to so bili krvavi žulji, če bi rekel, da so v teh hribih ustvarili kmetijsko zemljo, pa jo obdelovali. Kot podjetniku vam je v bistvu povsem jasno, da ne gre nositi vseh jajc v eni košari in tudi ovčereja je pravzaprav nenehno izpostavljena različnim vplivom, ki ti lahko v bistvu panogo povsem zrušijo, zato ste s tem premislekom nameravate kupiti nekaj prašičjo pasme krškopolc, s čimer boste tako ponudili večjo izbiro mesa, pa hkrati zmanjšali tveganja. Kje so trenutno ta tveganja, ki najbolj vplivajo na ovčerejo, na vaše delo? Ja, mi smo sploh lani začeli razmišljati, da je bolezen modrikastega jezika, nas je sorazmerno prizadela, bilo je veliko abortusov pri ovcah in biti eksistenčno odvisen samo od ene panoge, smo začeli razmišljati ženo, da je, če se živiš od kmetije, je prekritično. V Sloveniji pa mislim, da ne vem, če je katera država nima mehanizma za pomoč kmetom, v primeru, ne vem, recimo, če prije neka bolezen, če je liste A, recimo, ne, ki je potrebna popolna eradikacija, da dobiš polno odškodnino, pa da bi lahko potem nadaljeval normalno naprej z kmetovanjem in če si samo vezan striktno na eno panogo, pa ni pomembno zdaj, ali je to prašičereja, perutninarstvo, govedoreja, ovčereja, se nam zdi preveč rizično in pač glede na naš obseg, bi rekel, si lahko prvoščimo, ali pa smo se odločili tudi, ker imamo in predelavo in vse, ker obvladujemo celo vertikalno verigo, da počasi dodamo še druge, bi rekel, izdelke ali pa tip izdelkov in zdaj smo se pač odločili, da ta prvo dodamo krškopolca, naša avtohtona pasma, zelo kvalitetno meso, tako da ponujemo zdaj, bi rekel, sveže meso tudi že. Z novim obratom bo pa tudi sledili pol izdelki. Tu smo se povezali z parimi rejci ekološkimi. Super. Ker se mi zdi to povezovanje zelo pomembno. Gledamo, preverjamo v bistvu kot ni pisan, ampak verjetno kasneje bo kot nek interni standard prehrane in vse, ker mi želimo dati na trg res samo stvari vrhunske kakovosti, zdaj ni pomembno in je res gledamo, da je v bistvu od primara naprej vse pod 100% kontrolo in res vrhunske kakovosti. Nujno se moramo dotakniti tudi politike. Ste zelo aktivni, ne govorim o politiki, ampak v društvu rejcev. Kako na vašo dejavnost pravzaprav vpliva politika? Kakšne imate zadnje
izkušnje zadnjih nekaj let, kakšne so? Je politika nam vsem kroji usodo reče, ne? Tako ali drugače. Ne? Jaz nisem, bi rekel, vsaj do tega kmetijskega, ali pa do enega dela kmetijske politike v preteklem obdobju nisem kritičen, bi rekel, so nam prisluhnili. Jaz upam, da politika pač, kakršnakoli se bo že zdaj formirala, nam bo tudi zdaj prisluhnili v pogovorih. Ovčerejci obdelujemo načeloma najtežje, bi rekel, površine, kjer so najtežji obdelovalni pogoji, smo kot neki skrbniki kulturne krajine, in je res pomembno, če že ne iz stališča ekonomije, ampak iz stališča ohranjene krajine, ki je pomembna pa za turizem, pa za poseljenost podeželja, da imamo v bistvu razvito ovčerejo, da se še bolj razvije. Tako da politika, se pravim, nam je prisluhnila, smo vztrajni ovčerejci, trmasti, ker drugače ne gre. Smo dosegli, bi rekel, veliko, je pa normalno še ogromno možnosti za izboljšavo vedno. No, potem pa tole vprašanje. V Sloveniji je veljalo lani 788 zakonov in več kot 2200 podzakonskih aktov. Koliko časa vam dnevno vzame birokracija? Ta seveda ne spodbuja produktivnosti. Je dnevno, da bi rekel, mi bi rekel, v valovih urejamo birokracijo, ker da bi vsak dan je težko si organizirati, ampak rečemo enkrat tedensko. Mislim, da povprečje bi rekel kar 1 do 2 na dan, kar je absolutno preveč. Skozi govorimo o debirokratizaciji. Ja. Za vsako vlado, ki pa nastopi, se pa poveča birokracija, namesto da bi poenostavljali stvari, kompliciramo. Več kot je digitalnih orodij, slabše je, se mi zdi, ali pa ne vem, povezljivost med njimi slaba, izmenjava podatkov preslaba. Tako da tu definitivno je treba nekaj narediti, tudi s komisarjem Hansnom, ko smo bili skupaj, je bilo to omenjeno. Se zavedajo tega, jaz upam, da bo pač se kaj spremenilo, ker bi rekel, komisar Hansen, nažalost, zelo dobro pozna kmetijsko politiko, izhaja iz kmetije, ampak ni, bi rekel, politično dosti močan, da bi vsaj trenutno ne kaže, da bi neke dosti hitre pa dosti velike spremembe se dogajale na tem področju, nažalost. Kar nekaj investicij ste speljali ali skušali potem izpeljati s pomočjo razpisov, uspešni ste bili 2016, ko ste postavljali nov hlev, rekonstruirali starega. Kako bi pokomentirali obstoječo politiko razpisov? So ustrezni ali se morate zelo matrati, da dobite ustrezne, ali gledate celo po razpisih drugih ministrstev? Ja, prej niti nismo imeli možnosti, da bi druge razpise gledali. Še vedno bi rekel, so agroživilski panoge pa kmetijski najbolj naklonjeni razpisi iz ministrstva za kmetijstvo. Je pa, bi rekel, tu manjka mogoče predvidljivost, preveč je spreminjanja pogojev, ti si, ne vem, usmeriš, bi rekel, ali pa pripraviš stvari, da boš lahko kandidiral, potem prije pa razpis ven, pa so čisto spremenjeni pogoji. Pa ni to zdaj samo pri tej vladi, ampak to se vse skozi dogaja, in nasplošno ni, bi rekel, manjka te usmeritve, da bi vedel, ne vem, in te stabilnosti, in zato mislim, da se tudi težko mladi odločajo, ker ne vejo, kaj bo čez leto, 2, 3, ne kaj bo šele čez, ne vem, 10, 15 let, če imaš neko veliko investicijo, imaš načeloma od zadnji ponovadi en dolgoročni vir, 15-letni, ne vem, eni tudi do 25 let, in če ne veš, kaj bo drugo leto, kaj boš vedel, kaj bo čez 15 ali 20 let. Ne? Se vam alež zaradi tega zdi, da bi morali slovenski predstavniki v Bruslju bolj zagovarjati slovenske interese in specifike slovenskih kmetij? Tu moramo biti zelo realni, mi smo v evropskem merilu nepomembni. Mi imamo, ne vem, par poslancev, če gledamo cel Evropski parlament. Nažalost, demokracija v Evropskem parlamentu ne deluje, se vidimo. Če kater poslanc ne potrjuje takoj, bi rekel, skladu z poslansko skupino evropsko nekih zakonov ali pa glasuje po navodilih,
ga takoj kaznujejo in na ta način se mi zdi, da se demokracija v bistvu zatira tam, ki bi mogla biti najbolj spodbujana. In to me žalosti, bi rekel, ker od tam bi mogla v bistvu demokracija iti navzdol in če vidimo, da tam demokracija ne deluje, kako bo pol v primarni državi, pa kako bo neki par poslancev naših, pa vemo, spet se delijo, namesto da bi pač skupno dobro se dogovorili za Slovenijo in enostavno pol ti glasovi razvodenijo v Evropskem parlamentu, nažalost. Kaj je letos na kmetiji največji strošek, saj se ti nenehno spreminjajo? Ja, pri nas definitivno največji strošek gorivo in v tej smeri v bistvu mi, pa ko gledam kot sam primarno pridelavo, ker pač mi imamo tudi, bi rekel, celo vertikalno verigo obvladujemo, ampak če bi rekel sami primarni pridelavi, ne gledam več na prihodkovni strani, ker mislim, da smo dosegli neko mejo, ampak gledam, kako stroške nižati in letos je res gorivo je, bi rekel, zelo strošek goriva zrasto, zato tudi delamo investicije, bi rekel, v tej smeri, čim manjše porabe goriva, zato tudi gremo avtomatsko krmljenje, nastriljanje, to pomeni vir energije za krmljenje v zimskem času, ne bo več kurilno olje, ampak elektrika, imamo sončno elektrarno svojo, tako da v bistvu je nek zaprt krog in je na ta način v bistvu bolj znižuje stroške. Prej sva se dotaknila tudi bruseljske politike. Vi kot predstavnik slovenskih rejcev z ostalimi po Evropi ste imeli tudi nekaj vpliva na to, da se je pravzaprav spremenila stališče Evropske unije do statusa volka, sva rekla, ampak tukaj zadaj je v bistvu predsednica Evropske komisije von der Leyenova. Lahko poveste kaj več o tem? Ja, to je ena zanimiva zgodba. Mi se že kar nekaj let trudimo, da bi bil status volka iz strogo zaščiten, da bi se spremenil v zaščiten. Dva momenta sta bila tukaj. En je bil, da je v bistvu so v državah Beneluxa se volk zelo razširil in so kmetje pa v bistvu prebivalci na tem območju imeli zelo velike težave z volkom. Normalno pač volk od hišnih ljubljenčkov do domačih živali, drugih rejnih živali. Potem se mi zdi pa, da je bil tisti preskok pa poni von der Leyenove, ki so ga volkovi umorili in takrat je pa tudi ona, pa se mi zdi, spremenila stališče glede tega, da je v bistvu ta poziv, bi rekel, iz večjega dela Evrope, bil uslišan in se je v bistvu status spremenil. Slovenija se sicer še ni opredelila glede tega, nekateri so čakali za nacionalnimi zakonodajami, ko se je Evropska spremenila, so že v bistvu takoj v veljavi bila sprejeta nacionalna, da je v bistvu gre tudi, ker eno je evropska zaščita, pa Bernska konvencija, drugo je pa pol nacionalna zaščita, ker nacionalna usmeritev ni rečeno, da je ista kot evropska. To meni Evropa je omogočila spremembo statusa, mi jo pa še v bistvu nismo. V naši uredbi še ni bilo spremembe, ker ni bilo politične volje, da bi bila ta sprememba. Jaz upam, da bo čim prej, da spremenimo status volka iz strogo zaščiten v zaščiten. To ne pomeni, da ni zaščiten, ker je ponovadi narobe razumljeno, ampak je samo, bi rekel, dovoljeno, da se lažje upravlja s populacijo. Gospod Hvalc, kakšna so vaša pričakovanja od nove vladne garniture? Ja, jaz pričakujem, ogromno se govori pred volitvami, da bo poudarek na kmetijstvu, na samooskrbi, da bo se dejansko to uresničilo, da bomo dobili enega ministra, ki bo pripravljen nas poslušati, ki bo pripravljen na spremembe. Pripravljamo že predloge za, bi rekel, za novi SKP, novo skupno kmetijsko politiko, ki se bo zdaj oblikovala. Meni se zdi, da je pred nami zelo pomembno obdobje. Gre precej denarja, bi rekel, za kmetijstvo in se mi zdi, da je ogromno porabljenega nenamensko. Vsi govorijo o skupnem budžetu, noben ne govori o tem, koliko dejansko denarja pride do kmetov.
tu je ogromno administracije vmes, ogromno, bi rekel, drugih deležnikov, ki dobijo ta evropski denar kmetijski, in da bi dejansko mogli res narediti spremembe, da bo ta denar dejansko prišel do kmeta, ne pa se ga, ne vem, rečemo polovico porazgubili drugje. Dejstvo je, da pri odstotkih za vojsko recimo nimamo velikih problemov, koliko denarja nameniti. Denarja za kmetijstvo je pa dejansko zelo malo. Kako zdaj to spreminjati? To so te prioritete države. Ljudem se napačno prikazuje, recimo, koliko denarja, po mojem mnenju, koliko denarja gre v resnici za kmetijstvo, ker vedno se, to je pa bi rekel, to pa novinarji bi rekel, veliko pripomorete lahko k temu, ko govorimo o denarju za vojsko, se vedno govori o BDP-ju. Ja. Nikoli o znesku. Vedno o BDP-ju, ali je to bil procent, 2, 3, 5, vedno o BDP-ju. Ko govorimo o denarju za kmetijstvo, se govori vedno o milijonih. Nikoli o BDP-ju, procentu, ne? In jaz sem šel enkrat računati in sem prišel do podatka za celo kmetijstvo, pa ko bi rekel, dejansko ne pride ves denar do kmetov, ampak je administracija plus še druge inštitucije, pa ne vem, pač kjer se porazgubi, se da preveriti, recimo, pa gre pa 0,6%. Tako. Ampak vedno govorimo o absolutnem znesku, nikoli po procentih BDP-ja. In tu je ta manipulacija res enostavna, ne? Ker ljudje imajo pol milijone pred sabo, koliko gre za kmetijstvo, tam je pa, ne vem, procent BDP-ja, 2%, to pa... In težko pa ljudje razumejo, da je recimo dejansko za vojsko lani država namenila več kot 3-krat več kot za celo kmetijstvo, pa vemo, da tudi tu ni ves denar prišel na prav naslov, ne. In to je meni problematično. In z lahkoto smo rekli 5% bomo dali, ker je skoraj 10-kratnik tega, kar damo za kmetijstvo. Je pa po drugi strani tudi res, da kmetijstvo pomeni slaba 2% BDP-ja, kar hkrati pomeni, da bi se v bistvu moralo še bolj usmerjati v dopolnilne dejavnosti, v ustvarjanje višje dodane vrednosti. Tu je dvorezen meč, so dopolnilne dejavnosti. Jaz mislim, da dopolnilne dejavnosti so namenjene manjšim kmetijam. Če imaš, in tu smo mogoče narobe spet razumljeno, mi smo tukaj nizko večina kmetij na primarni proizvodnji prihodkovno, da so velike kmetije slovenske, ki že ogromno na primaru delajo, še primorane, da normalno živijo, iti v dopolnilno dejavnost. To je bilo v štartu, ali pa je moglo biti namenjeno res majhnim kmetijam. Pri nas se pa v bistvu tudi velike kmetije morajo nekatere posluževati dopolnilnih, ker moje mnenje je, če imaš ti na primaru dosti močno proizvodno, ne bi smel biti obremenjen še s tem, da se ukvarjaš z dopolnilnimi pa z nekimi drugimi stvari. Ok, lahko se odločiš, ampak mogel bi primar zagotavljati dosti prihodkov že. Zdaj pa se nekako bi rekel, tudi velike kmetije grejo v to, ker enostavno ne omogoča dosti prihodkov, ne. Kako je v naši soseščini, Avstrija, Italija, ne vem, Švica, kako oni pravzaprav skrbijo, da je kmetijstvo res podprto kot strateško pomembno? Zanimivo je ta, recimo, jaz sem tudi predlagal na ministrstvu ta turistični evro, recimo v Avstriji ga poznajo, tam morajo vsi prispevati v kmetijsko malho denar, zaradi tega, da pol ta denar vrnejo nazaj kmetijstvo, ker je, vsi bi rekel, radi gledamo to, ne vem, obdelano kulturno krajino v Avstriji, pa tudi v Švici, ne, visoko gorju, v Sredegorju, ki je izredno težko obdelati, mehanizacija je izredno draga, viri so, bi rekel, vedno pač vse se konča, pa začne pri denarju, ne, so omejeni in na ta način turistični sektor prispeva nekaj tudi temu, da je obdelana krajina, da gre denar kmetom, ker imajo na koncu tudi oni korist. Pri nas pač tega zavedanja ni, ne. Jaz upam, da bo tudi turistični sektor spoznal, tako ne turistična taksa gre zdaj občina, da bo kot nek turistični evro dodatno šel v kmetijski sektor, da se bo spodbujalo obdelanost krajine, ker če ne obdelane krajine, tudi turistov ne bo zanimiva Slovenija več, ne.
Absolutno res, ja. Dajva se dotakniti še majčken vloge zadrug. Se vam zdi, da bi morale odigrati nekako bolj aktivno vlogo pri ohranjanju kmetijstva? Zadnjič sem se pogovarjala z enim iz živilske industrije, direktorjem, pa je rekel, da jih vidi bolj potrebne tudi pri spodbujanju mladih, da ostajajo na kmetijah. Kako vi vidite vlogo zadrug? Ja, jaz mislim, da so izgubile svoj pomen, čemu je mogli biti namenjene. Mislim, da se nekateri v zadrugah ne zavedajo, da jih enostavno počasi trgovci izrinjajo iz verige. Ker tako sem rekel prej, mi ne moramo nikoli tekmovati v kvantiteti. In premalo je tudi med zadrugami povezovanja in bi mogli nekaj res aktivno storiti, da bi ostali, bi rekel, kot aktivni dobavitelji v trgovski verigi. Moje mnenje je v smislu, da se prav te zadružne trgovine prestrukturirajo ali pa na novo formirajo. Imamo tu na Gorenjskem in na Zadrugu, ki je lahko svetu zgled, ampak to mora biti vse slovensko, bi rekel. In tudi, da ponudimo lahko v bistvu mi, ki smo bi rekel, proizvajamo hrano, da lahko na koncu kupcu ponudimo kvalitetno slovensko hrano. Ker trenutno je res se intenzivno dogaja izrinjanje slovenskih živil iz verige in tukaj, če ne bo aktivne vloge zadrug in edino zadruge so tiste, ki lahko to umilijo ali pa preprečijo in če ne bo med njimi povezovanja pa res aktivnega dela, ni enostavno. Jaz mislim, da bo enostavno zelo težko tudi dolgoročno za zadruge, da bo sploh obstale na trgu. Z svetlimi izjemami seveda, ampak mi moramo gledati celo Slovenijo, ne samo posameznih področij. Zato se tudi vi povezujete z drugimi kmetijami, a ne? Ja, tako je. Meni se tudi povezovanje zdi zelo pomembno. Optimiraš poslovanje, nižaš stroške, poenostaviš si določene stvari. Če bi rekel zadružni sistem, tako sem rekel, bil aktiven, ker se na tej strani tiče, verjetno ne bilo potrebe te, ker se pač kaže potreba, da si konkurenčen, ker se zavedamo recimo, da ne vem, nek kupec tudi nima časa, da bo šel, ne vem, zdaj na našo kmetijo, pa še na 5 drugih isti dan, da bo naredil nakup. Moramo poenostaviti stvari in v bistvu združiti, da bo poenostavljeno, da bo res z najmanj napora pa časa lahko kupil vse, kar pač potrebuje. Nedavno ste kupili tudi sosednjo domačijo, sosednjo kmetijo. Kakšna bo domačija Hvalc, recimo tako čez 10 let? Kako jo vidite? 10 let je dolga doba. Ne, neka vizija je, mogoče malo pripravljeno tudi prostor za team building, je pa to. Super. Normalno bila je tudi potreba po zaokrožitvi kmetijskih zemljišč, tako da smo, bi rekel, tukaj sem premenil vlogo države, mi smo imeli srečo, smo uspeli, bi rekel, sami, tako da smo, kar se zemljišč tiče, zaokrožili. Ta kmetija pa v bistvu praktično se drži naše in nam je tudi, bi rekel, za razvoj zmanjkalo že gradbenih zemljišč, tako da v sklopu tega smo tudi to pridobili, da bomo pač lahko naprej razvijali našo zgodbo, v katero smer bo pač se pokazali. Katera vloga vam je, vloga, ki jih igrate vsak dan, vam je na domačiji Hvalc nekako tako najbolj blizu? Kaj ste najraje? Najraje imam, bi rekel, primar samo kmetijsko pridelavo pa predelavo. Manj ljubo mi je, bi rekel, kar se trženja tiče, bi rekel, ker je, se mi zdi, da zgubljaš tisto pristnost, je nujno potrebna, se trudimo zelo, ampak bi rekel, če bi lahko zbiral, je primarna pridelava, predelava, je pa normalno, vedno pač greš, narediš tisto, kjer se pokaže potreba. Kaj bi v bistvu radi v življenju še počeli? Prej sem omenila, da je malo manjkalo, da bi šli študirati tudi medicino. Ja, to je bil nek preblisk, bi rekel, v srednji šoli. Mene to naravoslovje zelo zanima.
nasplošno, tudi o veterini sem razmišljal, tako da potem sem strojništvo pristal. Zakaj bi radi imeli več časa, recimo? Pa ne vem, za določene hobije mogoče, no, je pač obdobje, mislim, zdaj jim tako rekel, če želiš uspeti ali pa nekaj narediti, vidimo tudi vse zgodbe, je ogromno treba truda, časa vložiti in mogoče za kakšne hobije vmes manjka, no. Kateri so ti? Je športa mogoče malo več nazaj, pa kakšnega ribolova, včasih smo ogromno na ribolov hodili v študentskih letih. Pa potovanja, no, jaz rad potujem, rad sem potoval, praktično prepotoval cel svet, ampak ne toliko turistično kot poslovno, tako da je mogoče turistično tudi, pa zdaj, ko so otroci večji, da bi namenili nekaj časa tudi temu. Fino. Gospod Aleš Hvalc, hvala, da ste bili naš gost v Agrobiznisovem podcastu. Hvala za iskriv pogovor. Želim vam nekaj več časa. Bodi si za ribolov, bodi si za šport, bodi si za potovalne avanture. Vam, dragi gledalci, pa želim, da vsebine agrobiznisa spremljate tudi na spletni strani agrobiznis.si ter na družbenih omrežjih. Bodite dobro in odločajte se za slovensko, za lokalno hrano. Srečno. Hvala za vabilo, vse dobro.